Moje ime je Špela Čadež. Danes sem v čisto novi vlogi tega, da jaz sprašujem Igorja Prasla, ponavadi sva ravno obratno, ampak meni je to en velik izziv. Igor, pozdravljen. Zdrav, Špela, me je kar malo strah, ti moram povedati. Ja, vrnila ti bom za vsa leta nazaj. Igor ima navado v vprašanju postaviti tudi odgovor, ampak jaz bom danes tebe bolj pustila, ker se hočem dotakniti ene teme, ki je mogoče tako nenavadno. Me vsi slovenski filmarji sprašujejo, kdaj bom naredila celovečerni film. In to se mi je zdelo, da mogoče v eni taki debati tega, kaj pravzaprav celovečerni animirani film je, pa mogoče ne toliko v tem, kakšne so težave v produkciji, pa tega, da imamo slabo državno podporo financiranja, ampak mogoče tudi tega samega zavedanja, kaj pomeni z enim takim izdelkom priti na trg, kaj to pomeni za festivale, kako v bistvu poteka neko življenje celovečernega animiranega filma, ker sami vemo, da je že nastajanje enega takega filma je res mukotrpno, dolgotrajno in predvsem zelo drago. Zdaj neka taka zajamčen uspeh, da bo pa ta film našel veliko gledalcev, pa ga v resnici ni, saj po izkušnjah mojih kolegov, ki so se v bistvu iz sveta kratkega filma lotili celovečernega, so bili vsi na koncu precej razočarani, prav iz tega, da mogoče, ne vem, niso našli prave publike. Predvsem me je pa v bistvu ganilo, mislim, da je rekla to Signe Baumane, ne vem, če si to prebral, Igor, da je razlika med produkcijo kratkega animiranega filma in pa celovečernega ta, da si pri kratkem animiranem filmu lahko pač avtorski, kreativen, celovečerni animirani film postane pa v resnici business plan. Tako da mogoče malo iz tvojega stališča, ker si kot festivalski direktor, mislim, da se srečuješ tudi sam z veliko večjo številko animiranih filmov, kakor pred mogoče 10 leti, pa mogoče kako ti vidiš ta riziko zagrabiti in narediti celovečerni animirani film? Ja, to je kar kompleksna debata, oziroma se mi tudi ti postavlja kar veliko vprašanj na to temo. In ja, to je absolutno res. V zadnjih 10-15 letih se je ta količina animiranih celovečercev na 100 ali pa 200% povečala. Če smo še recimo tam v 90 letih, na začetku novega tisočletja, imeli, ne vem, 5 celovečercev na leto posnetih po celem svetu. Vse danes te številke rastejo že, mislim, da ne vem, da recimo ANSI dobi tudi po 50 celovečernih animiranih filmov v selekcijo. Praktično mislim, da se zgodil ta preskok, da se pač veliko tudi evropskih držav sledi pač nekemu hollywoodskemu načinu produkcije, v katerem se je pokazalo v zadnjih letih, da je animacija tudi najbolj profitabilna. In potem seveda vsi razmišljajo o tem, da seveda koliko, če Američani lahko, da potem tudi vsi ostali lahko v bistvu zaslužijo. S tem, da moramo vedeti, da v bistvu je hollywoodski princip produkcije tak, da se recimo, ne vem, v produkcijo animiranega filma vloži, ne vem, deva reči milijon, ne, ampak potem se pa še dodatnega $500 000 vloži v samo promocijo in seveda to potem lahko potegne za sabo pač rezultate zaslužka in generira tako imenovani box office, ne. Ampak tako da pač ja, ta trend recimo zaslediti tako, ne vem, recimo na Nemčiji, na Danskem, v Franciji, v Španiji, ogromno tega, vendar tle moramo vedeti, da je večina teh celovečercev, ki nastaja, so komercialno naravnani, kar pomeni, da so najverjetneje delani v 2D, v 3D računalniški tehniki, da pripovedujejo neke zgodbe, ki so narejene po nekem kalupu, na nek način celo mogoče bi lahko rekli, da kopirajo neke uspešne ameriške načine, Pixarjeve, Dreamworksove, Disneyjeve. Je pa sigurno to, ne vem, zdaj za
Razloga, zakaj je do tega prišlo, niti ga ne vem, ampak mogoče dejansko to, da je to nek prestiž, pač neverjetno narediti celovečerno animacijo, da je to v državah, ki imajo industrijo filmsko razvito, je pač tudi ekonomski faktor, kajti delo na celovečercu, recimo, če gledam vedno študentom svojim, tudi pravim, dajmo gledati filme od začetka do konca, dajmo si tudi špico pogledati, zato da vidimo, koliko ljudi sodeluje, in je praktično sigurno tlele 20, 30, 50 animatorjev, pa potem še vse, kar gre zraven od poklicov, in se po mojem do 100 ljudi lahko dela na takem projektu tudi kakšno leto ali dve, ne? Tako da to je en ta del, ta industrija. Ampak prej si ti omenila tudi recimo ravno Signe Baumane, ali pa zdaj mi na pamet pride Dalibor Barič, katerega naključno razkošje prosojnega vodnega rebusa smo prikazali tudi na zadnji Animateki, in sicer gre za eksperimentalni celovečerni animirani film, ne, ampak tako kot Signe, ga je tudi on delal praktično skoraj sam. Tudi recimo, ne vem, če se spomnim Marjuša Vilčinskega, Ubito in zapusti to mesto, projekt, taki projekti, ki so na nek način, v bistvu ne na nek način, so avtorski projekti, ker zelo male ekipe ljudi dela na celovečercih, tako da meni je to zanimivo, ne, da praktično tudi znotraj te ekonomske kategorije, če bi temu lahko rekli, še vedno najdemo, in posebej pri animiranem filmu najdemo izdelke, ki so absolutno 100% avtorski. Seveda to ponavadi pomeni, da delajo na teh projektih dolga leta. Zdaj ne vem, če kdo podrl že rekord Milana Eriča in Zvoneta Čoha, ki na zadnje sem vedno mislil, da sta 10 let v bistvu socializacijo Bika delala v zadnjem ekranu. V zadnjem ekranu sem prebral, da je celo 12, 13 in praktično to je nekaj. Ja. Če te mogoče sam vrnem nazaj na film Marjuša Vilčinskega Kill and Leave This Town, to je bil film, ki je meni odnesel tla pod nogami, moram reči. Vseeno je zanimivo, da je pa odnesel največjo poljsko nagrado za celovečerni film, kar pa ni taka, mislim, glede na to, da se na Poljskem posname kar lepa številka. Mislim, da celovečernih filmov se mi zdi to kar eno neverjetno priznanje za v bistvu, da lahko film, avtorski animirani film najde tudi mesto, to vrstno mesto. No. Absolutno. Jaz mislim, da se je danes zgodilo to, da se je končno pač, da se je razbila ta, torej detabuizirala oziroma ta nek stereotip. Misliš, da se je že? Kaj jaz nisem že čisto prepričan. Lej, ravno taki podatki, to, da je Marjuš dobil to glavno nagrado za najboljši poljski celovečerni film, konec koncev sta ga tudi Čoh in Erič dobila, ne, Vesno, za najboljši film Portorožu, pač takrat leta 92, če se ne motim, oziroma 96. Se mi zdi, da vseeno, da so ljudje, pač predvsem profesionalna publika, občinstvo, da je nekako gleda tudi animacije in poskuša v bistvu, če ne drugega, vsaj te občutke, emocije dobiti not. In recimo ravno Marjuš Vilčinski je s tem filmom dejansko pokazal pač en čas, ki ga več ni, se poklonil svojim umrlim staršem, in dejansko je skozi to neko zgodbo, ki je mogoče malo zapletena, vidimo neko emocionalno stanje, ki ga je avtor sam doživljal, in to mogoče ravno pač s tehniko animacije še bolj pride do izraza. Tako da jaz mislim, da tudi komercialni filmi pač prinašajo in občinstvu dajo neke emocije, ki jih igrani film težko, oziroma le nekateri igrani filmi so lahko na tak način posneti, narejeni, da se te emocije prikažejo, pride na površje. Ne. Ja, mogoče če še omenjava, mislim, da 2 leti ali 3 leta zdaj od tega, ki je I Lost My Body, je prvič v zgodovini animirani film pobral nagrado v sicer paralelni, ampak vseeno v Cannesu, ne. Kar se je zgodilo prvič v teh, ne vem, 60 letih Cannes, ali koliko časa obstaja, kar mogoče je vseeno tudi neka prelomnica, ampak vseeno pa vem, da še zdaj, da predsodki v animiranem filmu so preveliki, da bi bil to razlog za uspeh. Zdaj se pa dajmo vsi lotiti animiranega filma, ker to ne vem,
je Ne, trenutni mislim, trend, ker se na mi zdi, da srečo. še vedno ni. Jaz mislim, da je to še vedno so zlate izjeme. Ampak recimo I Lost My Body, vem, da se je, recimo, če greva zdaj nazaj na ta poslovni vidik, ker pri filmu se mi zdi, da vse ni zanemarljiv, se je izjemno prodal. Ne? Mislim, da se je prodal za ne vem koliko milijonov Netflixu. Tako da mogoče vseeno obstajajo neke, bomo videli. No? Jaz mislim, da je to res še v povoju, pa zelo, zelo, zelo še na začetku. Ker jaz ocenjujem, veš, da te Oskarje, ki jih sicer sama nisem največja fenica te institucije in vsega skupaj, ampak mi je še vedno strašljivo, da sem od 27 prijavljenih celovečernih animiranih filmov, sta v resnici 2, ki sta mogoče ne ameriške ali pa japonska, ima v resnici tudi kar veliko produkcijo. Mislim, da milenijevci kar uživajo v teh manga, nekaj, kar je mogoče najni generaciji malo neka neznanka. Se mi zdi, da je pa to vsem tudi nekaj, ki prihaja šele. Ampak vsem mi je mogoče žalostno, da v tem nekem velikem blišču tovrstnih filmov ni blizu. No. Mislim, če se že ozrem, kaj je šlo zdaj čez sito kratkih čez, veš, da ni niti en prišel iz vrst avtorske animacije. Tako da jaz mislim, da tudi v celovečernem žal te dva nimata velik šans. Zdaj se mi spet postavila 5 vprašanj naenkrat. Vidiš, koliko je to grozno. Pa še odgovorila sem ti zraven. Ja, ampak ena stvar, ker je pomembna. Recimo, najprej Japonska, v bistvu narobe si rekla, mange v bistvu so anime, ne? A so anime, sorry, ja. In Japonska pač je otok in dejansko se razvija po svoje in že od nekdaj od Osamuja Tezuke naprej, čeprav on ni celovečerca posnel, ampak od studia Ghibli in Hayao Miyazakija razvijajo neko samo svojo, v bistvu samo svoj stil in način, ki ga vedno več pač avtorjev kopira. Najprej njihove sosedske azijske države, Koreja, Kitajska tudi, pa tudi ostali svet, in to dejansko je en problem, v bistvu kopiranje nekako vzorcev japonske animacije. Tudi pri nas, na srečo, v Evropi nastajajo mogoče kratki filmi, ne celovečerci, na način, kot bi ga Japonci delali. Drugo, kar si rekla, kar je zelo pomembno, Canneski festival je recimo tudi s filmom, kot je Persepolis, Marjane Satrapi in Vincenta Paranoja, je bil en izmed prvih, ki so ga uvrstili v tekmovalni program, in od takrat dalje je potem tudi ostali svet nekako se odprl za celovečerno animirano formo, kar je zanimivo, ne. Kar se pa tiče tega pač komercialnega proti avtorskemu, se pa jaz res trudim na Animateki dejansko narediti pač nek izbor najbolj avtorskega, kar v zadnjem letu ali pa v 2 letih nastane na področju animiranega filma. In tudi pri nas se od 3-4 filmov, celovečercev, ki smo jih začeli prikazovati, smo zdaj že zadnja leta na 10 vsako leto. In se mi zdi, da s tem res poskušamo zapolniti neko praznino, kajti nažalost v bistvu nimamo distributerjev, ki bi se specializirano ukvarjali z distribucijo animiranih filmov, čeprav od teh distributerjev, kot je v Sloveniji, ki jih lahko na prste ene roke preštejemo, je tudi skoraj že vsak od njih tudi kak zelo zanimiv celovečerni animirani naslov odkupu. Mi se trudimo pri društvu Dva koluta, da vsaj en celovečerni animirani film, ki pa naj bi bil tudi primeren tako za otroško kot za odraslo publiko, tako imenovani družinski film, tudi odkupimo. In recimo letos zdaj komaj čakamo, v bistvu imamo na lagerju en izvrsten film, Prinčevo potovanje, Jean-Françoisa Laguillonija in Xavierja Picarja. To je res en zelo, zelo lep filozofski film na ekološko temo. In mi je zelo žal, da ne vem, če bo sploh v kina prišlo, ali bomo mogli pa neko spletno distribucijo narediti. Tako da to je ta problem, ker v bistvu, če bi imeli več filmov na voljo, da bi lahko tudi to neko splošno občinstvo gledalo v kinih, da bi tudi s tem se mogoče se oblikoval nek okus, oziroma da bi ljudje še bolj vedeli, kako dobri so dobri celovečerni animirani filmi. Ker zdaj upam, da govorijo midva predvsem o tem tukaj, ne o teh pač nekem avtorskem pristopu, kjer ima avtor neko svojo idejo, vizijo in si ne pusti strani nekih skript doktorjev spremeniti te svoje ideje že pred začetkom snemanja. To seveda delajo vsi komercialne produkcije, ravno zaradi tega, da minimizirajo
stroške oziroma že poskušajo že v scenariju maksimizirati profit, ne. In to je ta strašljiva plat mogoče te produkcije, ne, ker pač kot nek režiser ponavadi mogoče niti ne avtor scenarija, greš v nekaj in veš, da pač zahtevajo od tebe samo tehnično znanje in brezhibno pač torej poveljevanje brigadi animatorjev, ne. Da ne govorimo, v bistvu tlele pač mi je vedno ostaja v spominu tudi problem, ne, zdaj, če govorimo o produkciji celovečernega animiranega filma, je tle naš prijatelj Siniša, hrvaški producent, ki je koproduciral švicarsko-hrvaško-nemški animirani dokumentarni film Chris the Swiss, Švicar Chris. In je on bil tako, super, zdaj bomo končno na Hrvaškem začeli delati celovečerni animirani film. Sem zelo vesel. Potem se je pa ugotovilo, da ko so hoteli postaviti ta tako imenovan pipeline, a imamo slovenski prevod za pipeline, to mogoče ti veš. V bistvu trak, ta tekoči trak, bi se temu mogoče reklo, ne. Produkcije so ugotovili, da je to zelo težko, v bistvu tudi veliko hrvaških mladih animatorjev in predvsem animatork, ki so končali torej akademijo, se je pokazalo, kot da so dobri avtorji in avtorice, ne pa tisti, ki bi delali po povelju in delali faze, barvali in vse, kar je potrebno. Tako da so imeli kar nekaj problemov z organiziranjem tega produkcijskega tekočega traku. In na koncu jim je s pomočjo tudi Švicarjev in Francozov to uspelo, tako da imajo to izkušnjo za sabo. In to je ena izkušnja, kakor si začela, kad tebe ljudje sprašujejo, kdaj boš posnela celovečerni animirani film. Mislim, da je predvsem producent tisti, ki je pri takem podvigu prvi na delu in mora res organizacijsko postaviti zadeve na tak način, da vse štima, kar pa je daleč od tega, da bi bilo primerljivo z snemanjem celovečernega igranega ali pa dokumentarnega filma. Mislim, da nam v prvi vrsti mogoče manjka nekaj, kar se sicer midva malo boriva, da ne bi bilo tako, ampak sploh na področju izobraževanja imamo mi tle še veliko luknjo, ne, tega kadra. Mislim, ti si rekel, da so prišli iz Zagrebške akademije, tam se lahko resno študira animacijo, pri nas pa to še vedno temu ni tako. V Gorici sicer je malo program, ampak jaz mislim, da to še ni tisti kader, ki bi si ga želeli vzgojiti. A je res? Ja, to je res, čeprav recimo vidim, da v Gorici sicer je odvisno od generacije do generacije, ampak nekatere generacije v bistvu samo iniciativno v bistvu sodelujejo, recimo 3, 4, 5 študentov pač pri teh produkcijah svojih kratkih filmov, in to je tisto, kar je zelo pomembno, da se dopolnjujejo, da iščejo pač pomoč en drugega. Konec koncev tudi, da lahko recimo vodilna oseba, režiserka dobi neko povratno informacijo od kolega, kolegice takoj, ne, in to je pomembno. To je recimo bil tisti uspeh te tako imenovane Zagrebške šole animiranega filma, ne, v bistvu ta ekipa pač zagrebških animatorjev v 60., 70. letih je bila zelo uspešna ravno zaradi tega, ker so delali vsi na enem mestu in so se potem družili tudi po službi, si torej projekte predstavljali, en drugemu si pomagali, ne. In v Gorici je v bistvu Kolja Saksida, ki vodi v bistvu modul animiranega filma, dosegel, da sproti 2-krat na leto v bistvu študenti pičajo, torej predstavljajo svoje projekte, kar daje možnost v bistvu nekega napredka, nekega tudi kritike, tudi tega, da se spremeni mogoče smer, kamor gre film. Vendar še enkrat, to govorimo o 4-5 minutnih kratkih študentskih animiranih filmih. Zdaj delati v bistvu celovečerno animacijo, že samo izdelava animatika recimo, ne, ali pa že izdelava v bistvu knjige snemanja, storyboarda, je tako kompleksna stvar, da si niti mogoče ne predstavljamo, ne, da koliko časa traja. Poleg tega je pa še en v bistvu problem tukaj, in to je ta problem torej predstavitve projektov v nastajanju na raznih forumih, in to je postala že panoga znotraj panoge, industrija znotraj industrije, ker praktično nekateri avtorji nekaj let, 2, 3, 4, tudi 5 let predstavljajo svoj film po raznih forumih, se trudijo dobiti sofinanserja in praktično dokler ne zberejo denarja, živijo s tem svojim projektom, ki je
torej nerealiziran, ne? In se mi zdi, to sama veš, v bistvu, kako težko je nositi v sebi nekaj in se ne lotiti produkcije, in če to traja več let, je sigurno to ena frustracija oziroma nek poseben način delovanja, s tem, da si predstavljam, da moraš vmes še kaj delati, da bi preživel in res ne vem, v bistvu me zanima, kako tega podatka nima, mogoče ga ti imaš kako v tujini, recimo v kakšni Franciji, recimo dobi, ne vem, režiser nekaj let plače, zato da se posveti samo enemu projektu, sploh se ne predstavljam, kako bi to šlo. S tem, da tudi si tlele, mislim, si lahko že predstavljamo, kakšni so ti proračuni, ne? Sej, mislim, da proračun 1 milijona je še celo nizek za celovečerni animirani film, ne? Mislim, da je 6 milijonov se tretira kot nizek evropski celovečerni animirani film, Igor. Tako da 1 milijon, ja, bi bil zelo, zelo premalo, oziroma 1 milijon je verjetno... Že recimo Čehi snemajo 3 do 4 milijone za celovečerni film. Mislim, da so tle res številke, tisti Disney pa Pixar, tisti imajo pa še kakšno ničlo, pa še kaj več, ampak oni imajo res potem tudi cele res te vojske ljudi, ki delajo te. Ampak seveda tam, če vložiš toliko denarja, so seveda tudi te preverjene zgodbe, štempilke, predvsem mi gre pa skozi v bistvu v teh nekih industrijskih različicah animiranega filma skozi poglavje stavek, ki ga je povedal Peter Lord, da je animirani film samo zelo draga reklama za merchandising. Tako da s tem v bistvu oni nekje potem noter prinašajo vse te investicije, ki jih dajo v celovečerne animirane filme. Tako da jaz mislim, da nekega prav računa tega, kako to nazaj. Mislim, bi me zanimalo v bistvu v tem čist nekem biznis kontekstu, kako to planirati, ampak mislim, da je res en tak velik rizik od tega. Predvsem pa mogoče prej si rekel, da animatorji sedijo kakšno leto na tem, jaz mislim, da sedijo kar od 4 do 6 let na enem takem filmu, sploh s takimi manjšimi 6 milijonskimi budžeti, tako da je pol to res, se mi zdi, da frustrajoče, da potem pa v bistvu imaš z nekim kratkim filmom lahko veliko več publike, kakor s celovečernim. Saj meni se zdi, da jaz sem že tako počasen kot avtor, tako da mislim, da bi bilo se lotiti nekaj daljšega zame čist preveč. Ja, čeprav Špela, mislim, da je ful pomembno, recimo tudi to nisva nič rekla. Ne? Zdaj, če imaš zgodbo, ne, ki je taka, da je 20 minut premalo, 10 minut premalo, ne? Se tukaj začne cela debata. Ne? Če ima nekdo zgodbo, ki nosi, recimo kot prej že, ki sem omenjala Marjuša Vilčinskega, je pač on nosil to v sebi in se nekako hotel pokloniti. On je tudi zelo uspešen in tudi ta film bil zelo uspešen, ker je naredil odličen casting ful pomembnih poljskih umetnikov, ki so dali glas njegovim likom, ne. Ampak je dejansko hotel povedati to zgodbo o torej poslavljanju od nekega svoje mladosti in poslavljanju svojih staršev, in to je nekaj, kar je zahtevalo verjetno več kot 20 minut, in je to razvil in je to naredil in je zraven si dal duška še z glasbo in je dejansko si vzel čas in je prepričal producentko, da bo delal tako, kot njemu paše, da bo delal. A slučajno veš, kakšen produkcijski budžet je imel on za to? Imeli smo z njim pogovor tudi v sklopu Animateke Pro in če se ne motim, ampak bom zdaj kar to cifro rekel, pa se mogoče motim, 3 milijone evrov, da je tudi kar majhna številka, ni neka. Ampak skladno s tem je pa tudi seveda manj ljudi vpletenih, ni nobenih stroškov, ni bilo plača še za odvetnika, za marketingarja, za PR-ovca in tako dalje, kot si pač prej omenila, kar imajo pač te hollywoodske produkcije, v bistvu tudi verjetno večji del budžeta pade na ta nekreativni del torej ekipe, ne, ker A gledal si film tudi My Favorite War, tega sem si nedavno tudi ogledala, je pa norveške produkcije, pa mislim, da me je kar na začetku malo odbil v stilu, v bistvu je to precej dokumentarni oziroma tako osebno izpovedni film.
Pa me je potem v bistvu s časom, ko sem mu v bistvu vsem dala, se mi zdi, da animiranemu filmu je treba včasih dati tudi malo časa, oziroma najbrž pri vsakem filmu, tako da sploh zdaj, ko imamo te spletne oglede, se mi zdi, da imamo zdaj ta refleks, da lahko skačem naokrog, pa noben ne bo vedel. V kinu si pač v kinu, pa moraš zdržati do konca, oziroma če res ni za zdržati, greš ven. Tega ne poznaš, pa ne bova v tem. Ga imam na listi za naslednje leto, ga še nisem uspel videti, ampak sem pa opazil v bistvu tudi ta trend animiranih dokumentarcev, ker v bistvu se iz kratke forme tudi v celovečerno seli in to se mi zdi super, ker dejansko je tlele tudi dejansko ta motiv sam oziroma iskrenost režiserkina je na prvem mestu in dejansko mislim, da nas vse zanimajo zgodbe, ki so se dogajale nekomu drugemu, ki so se resnično zgodile. Ne? In je tukaj se dejansko kaže, da je animacija tudi pravi medij za to formo hibridno, da lahko na zelo zanimiv način pokaže pač tudi neke spomine, neke neposnete oziroma neobstoječe dokumente, rekreirane. Tako da ampak se to tudi... Meni se zdi, da ravno zato, ker v bistvu je nek spomin iz otroštva in potem v bistvu te otroške risbe oziroma pač narisane stvari nekako se tako lepo privežejo. Je pa res, da je spomin v bistvu neke tega odraščanja v nekem komunizmu, ki je mogoče vse nam nekaj poznanga, zanimivo je gledati, kako v ruščini citirajo pesem, ki smo jo morali, tudi ne pesem, kaj smo se že kot pionirji smo se zaobljubili smo se točno in je kar simpatično to gledati, čeprav je v bistvu kar dosti grozljivo v tej primerjavi današnjega časa, kjer smo pa v bistvu tega, kaj je manipulacija z ljudmi, je kar strašljivo. Tako da se mi zdi aktualen in zelo, zelo, zelo fin film, ti ga priporočam. Jaz mislim, da je že na listi za naslednjo animateko. No, super. Kaj lahko še rečeva v animiranem filmu? Jaz mislim, da ne vem, ta riziko smo malo že povedala. Kako pa festivali v bistvu? Veš, vam je vse, meni se zdi, ne vem, če postaviš animirani celovečerni film v program, ti požre en cel slot, lahko v tem času pokažeš 10 kratkih. Kako v bistvu je s programiranjem tega, kam jih uvrstiti in kako jih v bistvu tudi publika dojema nekako? A je več zanimanja za to ali manj? V bistvu je več. To je tudi zdaj, smo lahko zelo preverjali, ker smo imeli spletno edicijo 17. animateke in smo takrat pač točno videli, kdo kaj gleda. In največ ljudi gledalo celovečerne. To je ta Big Brother, ne? Ne vem, kaj bi temu rekel. Ne? Mi smo pa drugače tudi zaradi tega, ker sodelujemo s Kinodvorom in dejansko pač je tudi, mislim, Kun Vandal, ki ni sicer nek fan animiranega filma, vendar ga spoštuje in pač tudi on nekako je svetuje, da pač so animirani filmi tisti, s katerimi dosežeš širšo občinstvo, ne? Dočim z kratkometražci dosežeš neko sicer omejeno občinstvo, ki je mogoče bolj zvesto, ampak kljub temu omejeno, kajti mogoče na formi kratke animacije je ta še vedno obstaja, se mi zdi ta stereotip, da je animacija za otroke, da ne more biti resna, ne? Dočim se pa zaradi tega, ker so se pojavili v zadnjih letih, se je pojavilo zelo veliko celovečercev za odraslo občinstvo, se mi zdi, da je tle padel ta tabu, no? Tako da več ljudi pogleda celovečerca. Problem, kar se tiče festivalov, jaz sem si vedno tudi govoril, zdaj na začetku ne smemo preveč celovečercev ukazati, da ne bomo imeli prostora kratkim, vendar se mi zdi, da smo nekako najdli potem zdaj to nek balans, neko ravnovesje. Vendar za festivalskega selektorja, oziroma potem tudi producenta, je večji problem pri celovečernih filmih, ker se moraš zelo zvito pogajati za ceno. Kajti velikokrat se zgodi, da ti za eno projekcijo, eno predvajanje celovečernega filma ali pa največ 2 zahtevajo tudi 1500 evrov. Ne? In to
pol moraš narediti sam sebi računico in se res vprašati, če ga ne uspeš zmanjšati tega zneska, a je res vreden, a si ga res želiš, da bi ga ljudje gledali, a ga bo sploh potem toliko ljudi pogledalo, da bo vsaj približno pokrilo ta strošek, ne, ki si ga Pa če imel. smem še pripomniti eno moralno vprašanje, zakaj kratki v slotu ne bi dobili nič, celovečerni pa... Ja, to je velik problem. Zdaj pač na Animateki v bistvu kratki tekmujejo za nagrado, celovečerni filmi, mislim, jaz to ne bom nikoli, da bi dajali nagrade, kajti tudi festivali, ki nagrajujejo celovečerne filme, morajo plačati, še posebej, če je distributer v bistvu, ne pa producent, prodaja film, kajti oni so sami investirali in potem hočejo dobiti nazaj, ne. Ampak ti pravim, meni se zdi, da pri nas je nujno, kajti če bi imeli dovolj distribucijskih naslovov čez leto, potem ne bi bilo te potrebe in bi se potem verjetno lahko fokusirali samo na nekaj naslovov, kjer bi tudi vabili avtorja, kjer bi imeli ali zaradi zgodbe ali zaradi načina izdelave, bi nas posebej zanimali, tako da gremo pa malo širše. Čakaj, si me pa še nekaj vprašala, se mi zdi pomembnega, zanimivega. Sem tudi že malo pozabil. To, da ne vem, kaj si. Mogoče pa še na eno zadnjo temo. Slovenija, omenil si že socializacijo bika, ampak šušlja se, da se še nekaj drugega pripravlja, pa ne mojega, tako da mogoče ti kaj več poveš. Ja, v bistvu jaz sem zelo vesel, da sem bil v komisiji na Slovenskem filmskem centru, ki je sicer na razpisu za kratkometražne filme dodelila financiranje produkcijski hiši Zvix za torej kratki animirani film Leona Vidmarja z naslovom Včerajšnji časopis. Vendar bo ta kratki Leonov film bil del omnibusa, pri katerem sodelujo še Čehi, Slovaki in Francozi. Tako da bomo na koncu dobili 70-minutni stop-motion lutkovni animirani film, torej drugi slovenski celovečerni animirani film. In mislim, da je to zelo dober podatek, da je tudi to nek način, ki omogoči lahko v bistvu tudi manj zmogljivim kinematografijam, da se dobijo. Sicer to je specifičen projekt, mislim, da gre za zgodbo češkega avtorja Arnošta Goldfalma, Nezaželene reči, in je nekako tako tudi že bil zasnovan, da so torej 4 različne zgodbe in 4 različni načini in stili animiranja, in to je pa vse, kar vem zdaj o tem projektu. Poleg tega, da se premika, da so sicer Čehi že svoj del posneli, da imajo zdaj novega francoskega koproducenta Vigmont Lundi, zelo resen francoski produkcijski studio, in da so dobili tudi nagrado v bistvu za projekt v razvoju na Cartoon Movie od leta 2019, torej Eurimaževo nagrado za razvoj projekta. Tako da smo lahko zelo veseli, in jaz sem vesel predvsem za Leona, tudi za Koljo, da si bosta nabrala izkušnje in da nekako po neki krajšnici bomo dobili drugi celovečerni animirani film. Drugače pač cela ta debata, mislim, da dejansko da je ne samo naivna oziroma neresna med nama, zato ker dokler imamo situacijo, kakršno imamo na Slovenskem filmskem centru s tako nizkim proračunom, da si ne more noben v bistvu sploh niti zamisliti, da bi kaj takega možno, in tudi ne bi smel pričakovati sploh od producenta ali pa našega avtorja, da bi delal recimo celovečerec pod ceno samo zato, da bi ga naredil ali pa da bi ga imeli, da bi se lahko nekdo trepljal po prsih. Tako da to pač nažalost je pa dejansko stvar s koprodukcijami, da če ima nekdo dobro idejo, mislim, da lahko danes navduši tudi kakega producenta iz bogate države, vendar bi se potem zgodilo dejansko, da bi to bil naš manjšinski projekt. In potem ali pa sploh ne bi bil več naš. Tega mislim, da se največkrat ne zavedamo, ne vem, mene zelo zanima, ne vem, če kaj veš, da
trije veliki avtorji lutkovne animacije delajo trenutno celovečerni animirani film za Netflix. V Nexus produkciji. To sta Kateri avtor? Mark Wes Anderson. Ne. Ana pa Mark, Mark pa kaj sta no? Willy. Emma Mark Swift pa Mark, kaj je že? Rolls, ja. Rolls, točno, ja. Pa mislim, da je Nikki van den, ne vem kako se piše. Van der Linde, Švedinja. Torej avtorji kratkih filmov. Pa ena Angležinja. Avtorji kratkih v bistvu mislim, da isto delajo Omnibus, ampak me izjemno zanima njihova izkušnja, ker kakor se vedno sliši tako, ne vem, sansko, jaz vem, da so tudi dobili sanski proračun, zanima pa me, kakšne posledice, oziroma jaz mislim, da se redko zavedamo tega, da če nekdo ponudi denar, si želi tudi zelo jasne cilje, oziroma mislim, moraš imeti res veliko srečo, da ni zraven tudi velikih napotkov, kaj si želijo. Tako da ta zgodba se bo najbrž odvila čez kakšno leto, dve, ampak me blazno zanima, kaj se bo iz tega naredilo. Šušlja se, da Netflix vedno več vlaga v animirani film, tudi v animirane serije, pa je tudi ne samo za otroke, ampak da je res ciljna publika postala malo širša. Ja. Tako da se pustimo presenetiti, pa videti najprej njihove izkušnje, potem pa meni se sam zdi, da se mogoče malo premalo zavedamo s tem, ko upamo na velikega tujca z debelo denarnico, da to ne delamo nično v nacionalnem pomenu, da to nikoli ne bo v slovenskem jeziku ali pa ne vem, že tega, da bi mogoče zaposlili nek kader, ki ga imamo, je pod vprašanjem, se najbrž najdejo hiter produkcijske smeri, ki so cenejše, ne vem, hitrejše in tako da jaz mislim, da če bomo... Ta informacija je dobra za Netflix, ni pa dobra recimo za festivale ali pa za kinematografe, kajti njihovi filmi nažalost pač ostanejo na njihovi domeni. Torej Tudi to je res, tudi tle spodbijajo v bistvu, če bo to ena velika konkurenca, ne? Je v bistvu ampak Špela, tle to, ravno ta informacija zdaj, ne, torej Emma de Sweef in Mark Rolls, Nikki Lindroth van Beer, pa tretja, ki se reka Angležina, ki se ne spomniš, je v bistvu ravno to je zanimivo, da gre tle za izrazite avtorje in mislim, da si ne bojo pustili tukaj tudi zaradi finančnega vložka, kakorkoli, ne vem, torej zmenjati svoje ideje oziroma se pustiti, da bi mu vsili druge ideje, kajti gre za res avtorje in po mojem hočejo posneti filme tako, kot si jih sami zamisli. Poleg tega je pa zanimiva ena stvar, da v bistvu ravno stop motion lutkovna animacija ima specializirane animatorje, ki se selijo po svetu od ene do velike produkcije in tukaj se mi zdi, da je to razlika do vseh drugih zvrsti, da dejansko ti sam potem veš, če si torej režiser, da boš lahko dobil ekipo zanesljivih in torej ljudi, animatorjev z izkušnjami, tako da je potem verjetno tudi cel ta proces je nekako lažji, ker dobiš ti pod sabo ljudi, ki so že delali, ki so že navajeni, ki imajo izkušnje. Tako da se mi zdi to zelo zanimivo, ne? In pač ja, upam samo, da bo Netflix naredil potem še ta preskok, da bo pustil svoje filme predvajati v kinu, drugače pa recimo ne vem, ga posnet ga v slovenščino, potem se ni tudi tle najmanjši problem je, sinhroniziraš ti lahko film v vse jezike celega sveta, ne? Ja. Meni je zanimivo to, v bistvu komaj čakam, da slišim to izkušnjo, kako se bo razpletla. Se mislim, da tudi mogoče veliko bolj kurirano, kakor Netflix, ki je tako razpršen, je Amazon, ki mislim, da tudi vsaj zdaj, ko pregledujem te kratke filme, jih ima Amazon kar veliko animiranih že. Netflix je imel tudi že ene 3 zdaj letos v programu, so pa vsi zelo politično ameriško orientirani oziroma zelo so tako s prstom v oči v to trenutno problematiko ali Black Lives Matters ampak to je itak vedno ameriška produkcija. Ameriška produkcija je zelo orientirana v trend,
in kadar se, mislim, zelo imajo tako, v bistvu je zelo naročniško delo. No? To je v bistvu mogoče malo razlika med nekim evropskim avtorskim filmom tega, da ti napišeš scenarij, izoblikuješ, tam pa dobiš v bistvu nalogo, le jaz si pa želim nekaj v tej smeri. Tako da že tukaj se mi zdi, da neka stvar, ki jo mi mogoče kot evropski avtori nismo vajeni, da pride tisti, da bi v bistvu direktor filmskega centra rekel, zdaj bomo delali pa samo še 30. obletnico osamosvojitve. No, ampak ravno zaradi tega so ti evropski avtorski filmi, kakor jih prikazujemo na Animateki, recimo, so bolj zanimivi, zato ker nastajajo na drugačen način, ne na ta preverjen, tipičen industrijski način, kjer imaš ti že scenarista, profesionalca, pa potem še skript doktorja in v bistvu vsak točno ve, ampak nastanejo z neke želje po pripovedovanju neke pomembne zgodbe in neke tvoje zgodbe, ne? In neke zgodbe, v katero verjameš in pač ponavadi je taka zgodba potem res zintrigira to nek mogoče manjši del občinstva, ampak ta bolj intelektualen del občinstva, mogoče zdaj, če delamo neke kategorizacije. Ne? Ja. Igor, dava še eno zadnje vprašanje. No, kakšen film bi pa posnel? Kakšen animirani film bi pa posnel ti? Celovečerni, ali kaj? Ja, ne vem. Mogoče, a celovečerni bil že odgovor? Ja, mogoče, ja. To ni preprosto vprašanje, v bistvu. Jaz tudi nekih zgodb... Ja, ne vem, mogoče bi pa, ne vem, nekega mladega oljkarja, ki posadi svojo oljko in potem oljka raste in mu da pridelek in jo potem tam v tem okolju, ne vem, primorskem, istrskem. Mogoče bi naredil to neko res istrsko zgodbo, ker se mi zdi, da še ni toliko. Mislim, te neke regionalne zgodbe se mi zdi, da imajo lahko tudi zelo močno zanimanje, oziroma ravno to pač svet zanima nekaj, kar je specifično za nek del sveta. Ampak mogoče se pa moti. Kaj pa ti, Špela, v bistvu imaš, če si razmišljaš, če ste ljudje že spraševali toliko, si verjetno razmišljal, a jaz sploh imam kako zgodbo, ki je bila zanimiva za celovečerni animirani film? Ja. Kaj pa vem, čisto po resnici povedano je nimam. Sem že razmišljala v tej smeri, pa vedno v bistvu zelo hitro naletim na predstavo tega, kaj bi to pomenilo, pa me zelo hitro v bistvu mine, da bi sploh ne pridem v resnici do želje po zgodbi, zato ker se mi zdi čisto neizvedljivo v tem smislu, kako v bistvu se mi z leti, ki delam o tem, se mi zdi, da ko si kot študent, pa ko začenjaš mogoče kot prvenc, pa vse tako, se ti zdi, da se lahko prosiš ljudi, da delajo za ful malo denarja, pa da delajo ful nadure, pa da delajo z nekim entuziazmom zate. Pa ko si pa enkrat tako daleč, pa mogoče že malo, ne, daš nekaj filmov čez, pa vsi ti filmi imajo strašne odzive po svetu, pa ne vem kaj, je pa težko potem reči, veš, ampak jaz bi pa ful rada, da mi to zdaj malo tle z entuziazmom, pa a me razumeš, kaj mislim? Ja, tle ni prostora za entuziazem, v bistvu na dolgi rok, kajti to se bolj bi se poznalo v kvaliteti filma, ravno to. In to je tudi ena težava, v bistvu, kako ohranjati kontinuiteto kvalitete pač neke animacije na 60 plus minut. Ja, ampak se pa spomnim zdaj ene zelo zanimive zgodbe pred kratkim, oziroma pred korono, ne, ko smo še potovali in hodili na festivale, sem imel priložnost na enem poljskem festivalu pokazati torej Čo Heričevo socializacijo bika in so pač pritrogali gor 35, ko naročili celo poseben objektiv za projektor, ker ni gorel že nekaj časa. In smo gledali in ta film in ta poljsko občinstvo so bili navdušeni, da kako je to noro, da kako je to atipično, kako je to polno ene energije in kako je to. In sem potem razmišljal, dejansko res ta film, ki smo ga pač sami lahko gledali, analizirali in iskali v njemu tudi dramaturške probleme, težave, zasuke, pač nastavijo toliko časa, dejansko scenarij je bil zelo ohlapno napisan, ne, in sta ona dva svojo kreativno energijo reševala in res risala kot nora in animirala in se dejansko zdaj vidi, če pogledamo v zgodovinskem kontekstu, da je to film, ki je ostal v zgodovini filma zapisan, kajti je samo svoj, originalen, takega podobnega ni na celem svetu.
Zdaj ne govorim pa, da je to pravi način dela. V bistvu nobenemu ne bi privoščil, da bi na tak način moral zaključovati projekt in se potem celo znajti pod to težo sekire oziroma da mu na glavo pritiska nekaj, zdaj pa moraš to končati, pa moraš 1 leto delati, če si že toliko naredil, ne boš za vse stran vrgel pa nehal. Ne. Ampak ta atipičen način je nam prinesel to, da imamo enega zaenkrat celovečernega animiranega, ampak je ta res edinstven in v svetovnem merilu pomemben, zapisan v zgodovino kinematografije svetovne, avtorske. Vedno bo nepozabni prvi. Jaz upam, da bo sledilo jih še kaj. Jaz si želim, da bi mislim, da nekje nekoč animacija tudi, ne vem, saj jaz si želim, da bi tudi naše najmlajše občinstvo dobilo kakršnekoli naše like, predvsem si pa želim, da bi vseeno, veš, da bi Gorica mogoče dobila sofinanciran ta študij od države, da bi bilo majhen interesa od tle nekje suporta, ali da se ne vem, da bi... Jaz si pa želim, Špela, da bi končno dobili ministrico ali pa ministra za kulturo, ki se bo lotil v bistvu ene najbolj pomembne zadeve, in to je zakona o kinematografiji, kajti smo edina država v Evropi, ki nima tega zakona in torej jemlje filmsko umetnost oziroma filmsko ustvarjanje kot nekaj pač amaterskega celo oziroma nekaj, kar je za ljubitelje. Torej, ne samo to, da ne razumejo, da je lahko film povezan tudi z gospodarstvom, z ekonomijo, ampak praktično še ne privoščijo nam oziroma nihče ni bil od njih sposoben spisati v bistvu osnovnega krovnega zakona, ki bi to področje urejal in v katerem bi tudi bilo torej zapisano, da je nek plan torej razvijanja vseh stebrov pač filmske umetnosti, med tem tudi med drugimi animiranega filma, in tudi postavil temelje, da bi se lahko realizirala animacija. Dokler pa tega ne bo, se lahko samo pač pogovarjamo o tem. Ja. Zgodb pa imamo v bistvu, recimo že Martina Krpana, poglej, in nastala je Strup produkcija, je naredila 20-minutnega, mislim, 25 celo, sicer zelo v redu je, ampak se vidi, da že tudi tam je zmanjkalo v bistvu in sredstev in časa, ampak si kar predstavljam nekega celovečernega Martina Krpana, pa še... Jaz mislim, da je čas sicer bolj za Butalce, ampak dobro. Butalci vedno, to je vedno relevantno in tudi vedno zelo, pač verjetno bi bilo, čeprav Butalce je kar v igrani formi, za dokumentarno formo. Kar odpri Slovenija 3, pa jih glej. Ja. A nehava mi, da ne bova tako več pametnega še tle povedala. Res je, da ne zaideva na kakšno, glih toliko sva se dobro držala, da ne bova kakšne pasje bombice tle zdaj še. Ja. Dobro. Ja, Igor, pa se bi ti bom pa s to lepo mislijo zaključno zahvalila za najin pogovor. V bistvu ni bilo dosti drugače, kakor je ponavadi. Tako da, ampak upam, da se še srečava tudi v tej formi, še kdaj. V obrnjenju. V obrnjeni formi. Ne bom več pristajal na intervjuju s tabo, ker boš ti spraševala, kaj ti pol mi sploh ne daš prostora, da bi jaz kaj povedal. Sem pa zelo počaščen, da sem v tej Filmarija podcastu sodeloval in podpiram in poslušam in bravo. Hvala. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zadla Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Preden zaključimo, bi vas pa še povabil na 2 dogodka Društva slovenskih režiserjev, in sicer Prostori filma. V sredo 31. marca bo na društvenem YouTube kanalu v živo predvajan pogovor iz cikla Režiserji v dialogu, katerega osrednja tema bo filmska scenografija. Moderirala ga bo režiserka in scenaristka Sonja Prosenc, sodelovali pa bodo ustvarjalci, ki soustvarjajo prostor filma. Scenografinja Katja Šoltes, scenograf in režiser Miha Knific ter direktorja fotografije Simon Tanšek in Mitja Ličen. Poziv za scenarnico 2021. Na spletni strani DSR je že objavljen poziv za prijave na letošnjo scenarnico. Delavnica za razvoj scenarija od ideje do prvega drafta bo potekala v Ljubljani 6 vikendov od aprila do septembra.
Rok za prijave je 28. marec, prijavni obrazec in besedilo poziva najdete na spletni strani društva dsr.si. Torej, vabljeni, hvala za posluh in do naslednjič.